Rekli so ti, da je 6-mestna plača cilj, da ti je uspela. Toda za večino Američanov, ki danes zaslužijo $100,000, to pomeni le, da komaj držijo glavo nad vodo. Na papirju je gospodarstvo močnejše kot kdajkoli prej. V resnici so življenjski stroški narasli hitreje, kot bi lahko kdajkoli zrasle plače. Da bi si lahko privoščili enako srednjerazredno življenje, kot so si ga vaši starši lahko privoščili z enim dohodkom, leta 1985 bi morali danes delati približno 62 tednov na leto. Srednji razred ni izginil. Začel je živeti na račun časa, ki ga nima. Prvo poglavje. 62-tedensko leto. Ameriške sanje so imele nekoč preprosto definicijo. Trdo delaj, zasluži dovolj in si lahko privoščiš stabilno srednjerazredno življenje. Vprašanje pa je, ali ta definicija še vedno drži. Ekonomist Oren Cass in njegova raziskovalna skupina American Compass so razvili nekaj, kar so poimenovali indeks stroškov preživetja, da bi točno to preverili. Ideja je preprosta. Vzamemo eno družino in en košarico osnovnih potrebščin, nato pa vprašamo, koliko tednov morajo delati, da plačajo za te izdelke. Košarica zajema živila, skromno stanovanje na 40. percentilu, družinsko zdravstveno zavarovanje in avto za delo. Potem dodajte še študij za otroke povrh vsega in to je osnova običajnega ameriškega življenja. Leta 1985 je bil odgovor približno 40 tednov. Povprečen ameriški srednji razred je vse to plačal in mu je še vedno ostala petina leta. Tisto, kar je ostalo, se je spremenilo v prihranke, v polog, v nekaj manevrskega prostora za slabo leto. Do leta 2022 je ista košarica zahtevala 62 tednov plače. Zdaj je potrebnih 14 mesecev dela, da si lahko privoščiš 12 mesecev normalnega življenja. Primanjkljaj ni smola ali težko obdobje, vgrajen je v sistem. V plačah se skriva kruta prevara. Delavec iz leta 1985 je zaslužil približno $443 na teden. Njegov naslednik iz leta 2022 je zaslužil približno $1200, skoraj 3-krat večjo plačo. Na papirju je videti 3-krat bogatejši, vendar so se osnovni stroški zvišali hitreje, kot bi se lahko zvišala plača. Večja številka zdaj kupi manjše življenje. Ena sama plača je včasih zadostovala za preživetje gospodinjstva. Zdaj sta potrebni 2 plači, da komaj kupita to, kar je prej ena. Ameriška srednjerazredna družina je dodala še enega zaslužkarja in ostala na istem mestu. Torej, ko gospodinjstvo na videz deluje dobro, ga običajno v ozadju nekaj podpira. To je lahko druga služba, nadure, priložnostno delo potem, ko otroci zaspijo, ali pa kreditna kartica, ki zapolni vrzel. Nič od tega ni več izbira. To je način, kako ljudje preživijo. Morda mislite, da to vpliva le na majhno število družin, pa ne. V začetku leta 2024 je raziskovalna skupina Payments ugotovila, da 48% gospodinjstev, ki zaslužijo več kot $100,000 na leto, živi od plače do plače. Pri tem se ne konča. Približno 63% gospodinjstev, ki zaslužijo več kot $200,000, poroča enako. Te družine so znane kot Henriji, visoki zaslužkarji, ki še niso bogati. Imajo plačo, ki bi jo njihovi stari starši imenovali bogastvo. Zatem pa stojijo izpraznjeni prihranki in pokojninski sklad, ki jim nenehno polzi iz rok. Počnejo vse, kar so počeli njihovi starši. Sledijo vsem pravilom, ki jim jih povedo, pa vendar izgubljajo tla pod nogami. Če torej celo ljudje na samem vrhu tonejo, za koga potem ta cvetoče gospodarstvo sploh cveti? Drugo poglavje. Duh BDP-ja. Delo razcvetu ni povsem laž. Gospodarstvo je leta 2025 zraslo za približno 2%. Brezposelnost je dolgo ostajala nizka, indeks S&P 500 pa je dosegal rekordne vrednosti. Po teh kazalnikih je vse videti zdravo. Težava je v tem, kaj je izpuščeno. Pomislite, kaj je v resnici pomembno. BDP spremlja proizvodnjo, skupno vrednost blaga in storitev, ki so bili proizvedeni. Pove vam, kako veliko je gospodarstvo, ne pa tudi, koliko vam pomeni vaša plača. Stopnja brezposelnosti spremlja, ali imate službo, ne pa tudi, ali vam ta služba omogoča plačevanje najemnine, hrane ali osnovne stabilnosti. Oba sta uporabna kazalnika, vendar noben ne odgovarja na vprašanje, s katerim se ljudje dejansko soočajo. Ali polna zaposlitev še vedno omogoča normalen način življenja? Velik del tega, kar imenujemo rast, je pravzaprav osupljiv strošek obstanka na mestu. Veliko novih delovnih mest nastaja v storitvenem sektorju. Walmart, največji zasebni delodajalec v državi, zaposluje približno 1,6 milijona Američanov. Vendar plače na teh delovnih mestih ne sledijo stroškom najemnine ali zdravstvenega zavarovanja. Od poznih 70 let se je plača povprečnega delavca zvišala za približno 14,8%. Produktivnost vsakega delavca se je povečala za približno 64,6%. Plače generalnih direktorjev so se v istem obdobju povečale za več kot 1300%. Obstaja velika razlika med tistimi, ki opravljajo delo, in tistimi, ki žanjejo koristi.
Ekonomisti včasih opisujejo vzorec po recesijah kot okrevanje v obliki črke K. Ena črta se dviga za tiste, ki imajo v lasti premoženje, druga pa pada za tiste, ki so odvisni od plač. Isto gospodarstvo, dve zelo različni poti. Tako gospodarstvo še naprej raste, medtem ko se družinski proračun krči. Ljudje čutijo to razliko, tudi če je ne znajo poimenovati. Leta so anketarjem govorili, da se gospodarstvo zdi težavno, podatki pa vztrajno trdijo nasprotno. Pisateljica Kyla Scanlon to razliko imenuje vibe session. To je razlika med tem, kako gospodarstvo izgleda na papirju, in tem, kako se zdi za kuhinjsko mizo. Raziskave Univerze v Michiganu že leta spremljajo to razpoloženje, ki ostaja šibko, čeprav glavni gospodarski kazalniki še naprej rastejo. Ta razkorak ni naključen. To odraža, kaj ti kazalniki merijo in česa ne. BDP in brezposelnost sta uporabna orodja, vendar ne zajemata stroškov vzdrževanja običajnega življenja. Najemnina, zdravstvena oskrba, živila in vse, kar je potrebno, da ostaneš stabilen iz meseca v mesec. Tako se številke premikajo po grafih in naslovnicah, vendar se ne ujemajo vedno s tem, kar ljudje dejansko občutijo. Tretje poglavje. Velika četverica. Povedali so vam, da ste bogatejši od svojih staršev, ker so vaše stvari boljše in cenejše. Televizor je ogromen. Telefon v vašem žepu lahko preseže superračunalnik iz leta 1985. Ekonomisti celo prilagajajo podatke o inflaciji zaradi sprememb v kakovosti izdelkov. Temu pravijo hedonična prilagoditev, ker je današnji telefon ali televizor boljši kot tisti pred 10 leti. Toda v resničnem življenju ta izboljšava ne pomeni nujno, da se počutite bolje. Morda si lahko privoščite velik 4K televizor. Težje je si privoščiti prostor, da bi udobno živeli okoli njega, kajti največja sprememba ni bila pri napravah, temveč pri stanovanjih. Dom je včasih stal približno 3-kratnik letnega dohodka gospodinjstva. Danes je v mnogih mestih ta številka precej nad 5. Vzemimo za primer Austin. Razmerje med ceno in dohodkom je leta 2022 doseglo približno 5:75. Do sredine leta 2025 se je ohladilo na približno 4:31, vendar je to še vedno nad dolgoletnim povprečjem okoli 3:9. Ovira niso le mesečna plačila. 20% polog za povprečno hišo lahko pomeni okoli $80,000, ameriški dolar 80,000 vnaprej. To je denar, ki ga večina najemnikov ne more privarčevati, medtem ko plačuje najemnino in vsakodnevne stroške. Po zlomu leta 2008 je podjetje Blackstone z Wall Streeta hitro začelo množično odkupovati zaplenjene domove. Kasneje je ustanovilo podjetje Invitation Homes, ki je na vrhuncu upravljalo približno 80,000 nepremičnin. Drug pomemben igralec, Progress Residential, je zrasel na približno 97,000 domov. V Atlanti so veliki vlagatelji v nekem trenutku imeli v lasti skoraj 25% vseh enodružinskih najemniških stanovanj. Začetni dom ni bil več prostor za življenje, ampak je postal donos na denar nekoga drugega. Varstvo otrok je še ena obremenitev za srednji razred. Zvezna vlada meni, da je varstvo otrok dostopno, če znaša 7% vašega dohodka, kar pa skoraj nihče ne doseže. Povprečni strošek znaša več kot $13,000, 13,000 ameriški dolar, na leto za enega otroka. Za 2 otroka presežete $26,000, 26,000, kar je več kot mnogi Američani zaslužijo pred obdavčitvijo. V dragem mestu lahko 2 otroka v varstvu porabita 30 do 40% od $100,000, 100,000 ameriški dolar, plače. V 45 zveznih državah zdaj stane več kot povprečna hipoteka. V 38 je dražje kot šolnina za domače študente na državnih univerzah. Potem je tu še problem zdravstvenega varstva. Leta 2024 je povprečen družinski načrt znašal skoraj 5,600, 25,600 ameriški dolar. Do leta 2025 je znašal $27,000, 27,000 ameriški dolar. Zaposleni pokrijejo približno $6,300, 6,300 ameriški dolar neposredno iz svoje plače. V 5 letih so se ti prispevki zvišali za 24%, medtem ko so plače zaostajale. Večina ljudi v državi ne more priti na delo brez avtomobila. Do leta 2025 je mesečno plačilo za nov avtomobil znašalo približno $750. Samo zavarovanje je preseglo $2,000. $2,000 na leto, še preden ste natočili kapljico goriva v rezervoar. Sistem se ne zdi, kot da bi razpadal. Že je razpadal. Četrto poglavje. Iluzija dolga. Ameriški srednji razred živi na izposojenem denarju. Do konca leta 2025 so stanja na kreditnih karticah dosegla rekordnih $1,288 bilijona.
Dodajte še približno 0,6 bilijona dolarjev v avtomobilskih posojilih in še 1,6 bilijona dolarjev v študentskih posojilih in skupni dolg gospodinjstev je dosegel 18,5 bilijona dolarjev, kar je še en zgodovinski rekord. Hipoteka je na vrhu vsega tega. Pritisk se začenja kazati tam, kjer se ne bi smel. Leta 2025 je več ljudi v svojih 60. in 70. letih začelo zamujati s plačili kreditnih kartic. To je bila najslabša stopnja, ki smo jo videli od leta 2001. Opozorilni znak. Ljudje, ki naj bi bili varni, so ujeti v ekonomsko past. Najpomembnejša podrobnost pa je, kaj si s tem zadolževanjem dejansko kupijo. Približno 60% imetnikov kartic zdaj iz meseca v mesec prenaša dolg. V eni nedavni anketi je 55% vprašanih povedalo, da imajo dolg zato, da pokrijejo osnovne potrebščine, kot so živila, gorivo, in da premostijo čas med plačo in najemnino. Ko se večina dolga na kreditnih karticah uporablja za pokrivanje osnovnih potrebščin, to ni več zgodba o preveliki porabi. To postane znak nečesa globljega, vrzel, ki je običajni dohodek ne more zapolniti. Dolg ne leži na vrhu prihrankov. Zamenjal jih je. Potem začnejo obresti delovati na tisto, kar je še ostalo. Pri obrestni meri blizu 20% lahko dolg v višini $5000 na leto stane $1000 samo zato, da ga vzdržujete. To je denar, ki ne kupi ničesar razen časa. Zato lahko en slab trenutek vse skupaj prevesi. Zdravstveni račun, nenadna izguba službe, okvara avtomobila. Meja med stabilno družino in zamujenim plačilom se je zabrisala. 5. poglavje. Algoritem zanke pogube. Dolgo časa so ljudje presojali gospodarstvo lokalno, po svoji službi, svojih številkah, ulici, na kateri so živeli. Zdaj pa prihaja iz družbenih omrežij, kjer objave razvrščajo algoritmi. Ti viri imajo svoj namen. Ne prikazujejo vsega enako, prednost dajejo tistemu, kar ljudi drži pri brskanju, negotovost pa običajno pritegne pozornost. Zato algoritmi potiskajo najbolj strašljive objave na vrh. En dan so odpuščanja primeti in valovi rezov pri Googlu. Naslednji dan nekdo joka v parkiranem avtu, potem ko ga je Amazon odpustil. En slab teden v enem podjetju začne delovati kot dokaz za nekaj večjega. To je znano kot denarna dismorfija. To je razkorak med tem, kako dobro ti gre in kako brez denarja se počutiš. Ta razkorak se povečuje vsakič, ko brskaš po spletu. Lažno bogastvo je na eni strani zaslona, poguba na drugi. Skoraj nič v mesti več ne pove, kako sploh izgleda normalno. Ta zasnova je namerna. Posnetek nakupa živil za $400 pritegne milijone gledalcev. Zgodba o redni službi ne pritegne nikogar. Sistem ti pokaže paniko in strah ter zakoplje običajno in vsakdanje. Začneš verjeti, da so vsi brez denarja in da si ti naslednji na vrsti. Vse to je lahko hitro odpisati kot težavo s telefoni, ampak s tem spregledamo, kaj se v resnici dogaja. Ne gre samo za motnje pozornosti. Gre za to, kako so informacije o gospodarstvu zdaj filtrirane in ojačane v velikem obsegu. Javna percepcija gospodarstva pogosto ne ustreza posameznikovi finančni resničnosti. Ljudje se lahko počutijo bolje ali slabše glede razmer, ne da bi se njihov lastni dohodek ali računi sploh spremenili. To je najbolj očitno po volitvah. Isti sklop gospodarskih razmer je zelo različno interpretiran, odvisno od tega, kdo je na oblasti. Osnovne številke se čez noč niso spremenile, vendar se način, kako se o njih govori in kako jih ljudje doživljajo, pogosto spremeni. Še huje pa je, da gre za povratno zanko. Zaupanje ni le odraz gospodarstva, ampak ga tudi oblikuje. Ko se dovolj ljudi pripravlja na zlom, prenehajo trošiti, odlašajo z nakupi in kopičijo, kar imajo. Upočasnitev, ki so se je bali, se začne uresničevati. Pravi stroškovni pritisk hrani strah, strah pa poganja te vsebine. Vsebina vse skupaj še poveča, platforma pa si pri vsaki potezi vzame svoj delež. Vsebina na družbenih omrežjih določa tvoje razpoloženje, ga proda in ti ga nato vrne kot novica. In vse to vodi nazaj na eno mesto. 6. poglavje. Finančna izkoriščenost preživetja. Stvari, ki jih ljudje potrebujejo za življenje, so vse bolj postale sredstva, ki nekomu drugemu prinašajo dobiček. Najbolj očiten primer je stanovanje. To ni več samo zatočišče. Je tudi naložba, ki deluje le, če cene še naprej rastejo. Višje cene pa pomenijo, da si jih naslednja oseba težje privošči. Podjetja z Wall Streeta in veliki pokojninski skladi vlagajo denar na trg nepremičnin, da bi financirali nečijo upokojitev. Toda to ni vaša upokojitev. Podobno se je zgodilo študijem. Ponudniki posojil, kot sta Sallie Mae in Navient, so leta pobirali dolgove študentov. Šole so bile plačane vnaprej, medtem ko študent odplačuje dolg še v srednjih letih. Tudi zasebni kapitalski skladi so še naprej iskali nove priložnosti, kupovali stanovanjske stavbe, parkirišča za mobilne hišice in bolnišnice. Vsak vidik našega življenja je izkoriščen za dobiček. Bright Horizons vodi otroško varstvo kot javno podjetje, ki kotira na borzi pod oznako BFAM.
United Health, največji zdravstveni zavarovalničar v Združenih državah, ustvarja ene najvišjih dobičkov v celotnem zdravstvenem sektorju. Kar je bilo nekoč varstvo otrok v zdravniški ordinaciji, zdaj deluje v velikem obsegu kot del prihodkovne strani gospodarstva. Delavci vsako leto proizvedejo več. Nagrada za to pripade tistemu, ki ima v lasti sredstva, ne tistemu, ki opravlja delo. Najbogatejših 10% Američanov ima v lasti večino delniškega trga, medtem ko spodnja polovica nima skoraj nič. Ko cene sredstev poskočijo, večina ljudi to opazuje od zunaj. Nič od tega ni naključje. Stroj dela točno to, za kar je bil zgrajen. Premika bogastvo iz dela v sredstva iz leta v leto. Delavec je zaposlen in plačan ravno toliko, da lahko nadaljuje. Tukaj bo ostalo. Vibe Session je zdaj postal stalna seja in ameriške sanje visijo na nitki. 7. poglavje. Konec napredka. Ameriške sanje so imele jasno pot. Vsaka generacija naj bi stala nekoliko višje kot prejšnja. Dom bi ohranil bogastvo, ki bi preživelo tebe. Tvoji otroci bi začeli z več, kot si imel ti. Za povprečnega delavca je ta pot izginila. Cilj ni več napredovati, ampak le, da ne zaostaneš še bolj. Ohraniti svoj položaj je postalo celotno prizadevanje. Mlajše generacije podedujejo najslabši del dogovora, imajo večje dolgove, medtem ko se pomembni mejniki zamikajo. Njihova rodnost še naprej pada proti rekordno nizkim vrednostim. Razlog za to ni izguba želje po otrocih, ljudje si jih preprosto ne morejo več privoščiti. Povprečen kupec prvega doma je zdaj star 40 let, kar je rekordno visoko. V 80-ih letih so bili stari pozna 20 leta. Prvi kupci predstavljajo le še 21% trga, kar je najmanjši delež doslej. Mnogi pa sploh nikoli ne kupijo. Vedno bolj je dom, ki ga na koncu dobiš, odvisen od denarja, ki ga podeduješ, ne pa od službe, ki jo opravljaš. Nekateri pobegnejo v cenejša mesta, daleč od delovnega mesta, a v zameno izgubijo bližino in ljudi, ki jih pustijo za seboj. Razlika v bogastvu po starosti pripoveduje isto zgodbo z drugega konca. Starejši lastniki imajo domove, katerih vrednost se podvoji ali potroji. Mlajši delavci imajo potrdila o najemnini in izpiske posojil. Amerika je svojim starim in mladim dala dve popolnoma različni gospodarstvi, primanjkljaj pa medtem noče mirovati. Iste sile, ki so običajno življenje iz 40 tednov dela potegnile na 62, še vedno delujejo in številka bo še naprej rasla. Nič je ne bo upočasnilo, gospodarstvo bo še naprej raslo. Uredniki bodo pred kamerami kazali na dobre številke in te številke bodo vse pravilne, vendar ne bodo zajele tega, kar ljudje doživljajo v vsakdanjem življenju. Ker za številna gospodinjstva višji dohodki niso pomenili občutka napredka, ampak le to, da dohajajo naraščajoče stroške, ki rastejo prav tako hitro. Pravo vprašanje ni rast. Gre za to, zakaj polno leto dela za polni delovni čas ne zadošča več za pokritje vseh življenjskih stroškov. Ogromen delež stanovanj in bogastva v ZDA je še vedno skoncentriran v eni generaciji, ki si ga je ustvarila v povsem drugačnih gospodarskih razmerah. Ko se ta sredstva začnejo prenašati, kdo ima od tega dejansko korist? Izvedite, kaj se bo zgodilo po smrti generacije baby boomerjev, ali pa si oglejte ta video.